Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan občine Naklo Ivan Meglič, lepo pozdravljeni. Lep dober dan, seveda vam in vsem vašim gledalkam in gledalcem. 29. junija vaša občina praznuje svoj občinski praznik. Zakaj ravno ta datum? Drži, tako kot že vrsto let do zdaj, tudi letos 29. junij, to je pač nekako praznik našega občinskega zavetnika, svetega Petra, in tudi simbol njegovih ključev so v našem grbu, tako da to nekako sovpada eno z drugim. No, ob tem občinskem prazniku pripravljate številne prireditve, ki se že začenjajo nekje okrog konec maja. Katere so tiste večje prireditve, ki se bodo zvrstile vse do 29. junija? Drži, letos je nabor prireditev izredno pester, praktično ni dneva, da se ne bi kaj dogajalo, tako na področju kulture, športa, pri upokojencih, pri gasilcih. Je pa res nekaj takih bolj pomembnih dogodkov, katere bi rad izpostavili. Gotovo je prvi v nedeljo 11. junija, ko bo v dvorani Janeza Filipiča v Naklem nastopil domačin, priznan baritonist svetovnega formata Domen Križaj z ženo Mojco Bitenc Križaj. Predstavila bo ta nekaj izjemnih pesmi, samospevov, tako da vabljeni v nedeljo 11. junija v Naklo. Karte so že na razpolago. Potem je sobota 17. junij, ta dan bo namenjen športu in zabavi. Čez dan bodo športne prireditve, nogomet, prstomet, podobne stvari. Te stvari bodo urejene v novem šotoru, ki ga bomo v teh dneh začeli postavljati. Tam noter bo tudi zvečer prireditev Pozdrav poletju, kjer boste nastopili ansambel Slovenski zvoki in Jugonostalgika. Potem 22. junij je tisti dan, ko bomo imeli slavnostno akademijo, na kateri bomo podelili letošnje plakete občine Naklo. Potem naslednja sobota, 24. junij, je namenjen gasilcem. Takrat bomo predali namenu novo gasilsko vozilo gasilskega društva PGD Bistrica. In pa seveda potem zaključimo s sveto mašo za domovino in za občino. To bo pa 29. junija zvečer v cerkvi svetega Petra v Naklem. In kje bo letošnja slavnostna akademija? Slavnostna akademija bo tako kot že nekaj let do zdaj v avli osnovne šole Naklo. Tam je najbolj taka prijetna in dobro akustična dvorana, kjer potem tudi parkirišče je veliko, tako da tako kot vedno vabimo vse občanke in občane, da se nam pridružijo na tej slavnostni akademiji. In koliko občinskih nagrajencev imate letos, ki bodo prejeli ta vaša priznanja, plakete za svoje zasluženo delo? Letos imamo 6 nagrajencev, ki bodo prejeli plakete, in pa enega, ki bo prejel priznanje. Na to priznanje pa bo prejel župan pobratene občine Naklo nad Notecija, gospod Slavomir Napjerava. In prav vi ste bili pobudnik za to pobratenje mesta Nakla na Poljskem. Zdaj nisem bil ravno pobudnik, sem pa verjetno tisti, ki se najbolj intenzivno ukvarja s tem pobratenjem. Zdaj pred dobrim tednom sem prišel iz Poljske, kjer smo z našimi učitelji in z ravnateljem ogledovali njihove dobre prakse v njihovih osnovnih šolah. Rečem, da sem zdaj že 15krat gor, verjetno bom šel še kdaj. In prijetni ljudje so tam, problem je pa samo ta, da je res zelo daleč. No, izvoljeni pa ste bili tudi za ta mandat kot državni svetnik in civilna iniciativa iz Orehka je prišla do vas, da ste pravzaprav glede na to, ker skrbite za nekje za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dali pobudo za ta sestanek, ki je bil včeraj. Drži, v tem mandatu sem tudi državni svetnik v Državnem svetu v Ljubljani. Civilna iniciativa se je dejansko obrnila na državni svet, na predsednika. Ta je mene kot lokalno pristojenega, pa krajevno pristojenega svetnika pooblastil, da te zadeve skoordiniram.
Na pogovor sem sprejel predstavnike civilne iniciative, pogovorili smo se in nekako smo potem dogovorili tudi ta sestanek v Ljubljani, ki je potekal včeraj, na katerem so člani civilne iniciative in krajevne skupnosti zelo korektno in kvalitetno predstavili svoje zahteve, svoje želje, svoje pričakovanja. Na drugi strani pa so se potem ta mnenja soočila tudi s predstavniki ministrstva in Slovenskih železnic, tako da mislim, da je bil sestanek produktiven, potreben in jaz upam, da tudi koristen. No, zdaj, kakšen bo pa rezultat, pa bomo videli ta petek, ko naj bi bila znana tudi odločitev o potrditvi najbolj ustrezne variante s strani stroke. Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala tudi vam.